Drage Posavke in Posavci, dragi prijatelji, v veliko čast mi je, da vas imam priložnost nagovoriti ob največjem in najpomembnejšem slovenskem državnem prazniku, Dnevu državnosti. Obeležujemo namreč spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija stopila na pot, ki nas je pripeljala do današnje samostojne Republike Slovenije. Obžalujem, da se nismo mogli zbrati na Sevniškem gradu, kjer običajno praznujete to pomembno obletnico in kjer bi si lahko izmenjali pozdrave, stisnili roke. Naše načrte je žal spremenila kriza, kakršne ne pomnita ne Slovenija, ne Evropa. A najpomembnejše je, da smo in da ostanemo zdravi. Nekateri so zaradi nevidnega sovražnika, ki je posegel v naša življenja, izgubili svoje bližnje, prijatelje. Nekateri se z boleznijo še vedno borijo. Žal mi je za vsako življenje, ki je bilo izgubljeno. Prav vsa so dragocena. Čeprav se proti nevidnemu sovražniku zelo težko boriti, smo Slovenci krizo zaenkrat prebrodili zelo dobro. Pravzaprav lahko rečemo odlično. Vlada Janeza Janše je takoj po nastopu sprejela ukrepe, ki so nam sicer za nekaj tednov življenje obrnili na glavo. Nas prisilili, da smo ostali doma. A večina nas je prav zato ostala zdravih. Bodimo hvaležni za to in bodimo hvaležni za čas, ki smo ga lahko v tem času preživeli s svojimi družinami. Priložnosti za druženje s prijatelji bo še dovolj. Ob tem se velja iz srca zahvaliti vsem tistim, ki jih je dolžnost klicala k delu in zato niso mogli ostati doma. Zares iskrena hvala zdravstvenemu in drugemu strokovnemu osebju, trgovkam in trgovcem, storitvenim delavcem in vsem drugim, ki so se kljub negotovim razmeram trudili, da je naše življenje potekalo kar se da normalno. Spoštovani, v Sloveniji to aktualno krizo spremlja še nek poseben, demokratičnim družbam nepojemljiv spopad s preteklostjo. Gre za vprašanje prenosa oblasti. Očitno je, da so se nekateri na oblast tako navadili, da jih že samo misel, da jo lahko izgubijo, spravlja v obup. Sredstva in načini, kako jo zadržati, presegajo vse meje razuma. Žalostno pri tem pa je, da smo državljani in državljanke Slovenije v tem zlorabljeni in izrabljeni kot sredstvo, s katerim se skušajo nekateri obdržati na oblasti. Tisti, ki so v ključnem času vrgli puško v koruzo, in tisti, ki Slovenijo obvladujejo in hromijo že od njenega nastanka, seveda nočejo sprememb. Menjava oblasti po demokratični poti pa je v zdravih demokratičnih družbah povsem normalna, je zaželena in koristna. V Sloveniji očitno še nismo na tej stopnji razvitosti. In škoda je, da nismo zmožni normalnega sodelovanja, pa smo bili na zelo dobri poti. Spomnimo se ob tem 3 desetletij nazaj. Nikoli, ampak res nikoli nam ne bi uspelo, če bi bili takrat tako razdeljeni, kot smo danes. Zdi se, da se v teh dneh ponovno nahajamo v nekem ključnem obdobju. Korona kriza, katere gospodarske posledice je že čutiti, bo spremenila Evropo, spremenila bo svet in tudi Slovenijo. Tem spremembam žal ne moremo uiti, lahko pa se nanje zelo dobro pripravimo, tako z ukrepi slovenske vlade, kot s pomočjo tudi Evropske unije. Sodelujem v strokovni ekipi vlade, ki je do sedaj pripravila vse 3 pakete proti korona ukrepov in pripravlja tudi 4. in bo pripravila tudi 5., če bo potrebno. Trudimo se, da pomoč pride do vseh, ki so v teh mesecih, ki so se znašli v stiskah in da v času, ki je pred nami, vsi mi izidemo iz krize s čim manj škode. Vsaka kriza pa je tudi priložnost za nov začetek. Samo izkoristiti jo je treba za pozitivne cilje. Slovenci smo pregovorno uspešen in ambiciozen narod. Verjamem, da tudi vi, tako kot jaz, ostajate optimisti glede naše skupne in boljše prihodnosti. Državljani in državljanke, Slovenci in Slovenke, si zaslužimo državo, ki nudi možnost za ustvarjalno in kakovostno življenje.
tako mladim za razvoj njihovih talentov, kot tudi starejšim, da v miru uživajo jesen življenja in seveda vsem tistim vmes. Tistim mladim, ki v tujino grejo nabirati znanje in izkušnje, želimo odpreti vrata nazaj v domovino. V Sloveniji morajo videti dolgoročno varno okolje, kjer bodo lahko neobremenjeno razvili svoje potenciale, si ustvarili družino in uživali pokojnino. Starejši si zaslužijo državo, ki bo zanje poskrbela tudi potem, ko so oni vse življenje vlagali vanjo. In podjetniki si zaslužijo primerno poslovno okolje. Slovenska družba se žal stara hitreje, kot ji naš pokojninski sistem uspe slediti. Upokojenci v dolgih vrstah čakajo pred domovi za starejše, pred specialističnimi ambulantami ali pa le pred blagajno v trgovini, seveda v skrbeh, ali bo pokojnina zadostovala za nakupe. V zadnjih letih so bili deležni le obilice praznih obljub, narejenega pa je bilo bore malo. Nova slovenska vlada je že s koalicijsko pogodbo pogumno napovedala urejanje razmer v državi. Čeprav se je morala najprej soočiti s kruto realnostjo svetovne epidemije v zdravstvenem pomenu, je že v okviru ukrepov za zajezitev te krize najprej poskrbela za najbolj ranljive skupine v družbi. In prav upokojenci so bili med prvimi deležni pomoči. Trenutno ena najpomembnejših točk na dnevnem redu vlade je tudi ustanovitev oziroma odločitev o ustanovitvi Slovenskega demografskega sklada oziroma pokojninskega sklada, v katerega bi se preneslo celotno državno premoženje. Večina prihodkov tega premoženja pa bi se namenila za pokojnine. Ogromno naporov vlade v teh kriznih mesecih je bilo vloženih tudi v ohranitev gospodarstva in delovnih mest. V prihodnosti pa bo šla tudi nasproti podjetnikom, ki pričakujejo boljše poslovno okolje. In dobili ga bodo. Projekt debirokratizacije je v polnem teku. V načrti so številni investicijski projekti, ki jih vodijo zelo izkušeni ministri Janševe vlade. Dragi prijatelji, zgodovina je mati modrosti, zato je obletnica, kot je današnja, lepa priložnost, da se zazremo v preteklost in seveda pogledamo tudi v prihodnost. Čeprav je zgodovina naše samostojnosti precej kratka, nam ponuja veliko učnega materiala. Plebiscit za samostojno Slovenijo bo zavedno zapisan v zgodovino naše države. In tisti, ki smo imeli čas, da svoj glas takrat prispevamo za našo novo državo in se še vedno spominjamo evforije in zanosa tistih ključnih dni in mesecev, lahko potegnemo vzporednico z današnjimi časi. Vse se je dogajalo hitro, odločilne so bile modre odločitve. In če bi se naši voditelji, ki so imeli takrat v rokah prihodnost naše države, le za hip zatresli, ali pa bi jim ob vseh grožnjah in poskusih diskreditacije zmanjkalo poguma, danes ne bi imeli svoje države. Pa jo imamo. Tudi danes potrebujemo modre, pogumne in izkušene voditelje, ki jih ni strah ne groženj, ne kolesarjev, ne pritiskov iz tujine. Poleg tega pa tudi potrebujemo sodelovanje nas vseh za naše skupno dobro. Slovenija bo prihodnje leto dopolnila okroglih 30 let. Ampak leto, ki je pred nami, bo še težko. A verjamem, da bo Slovenija iz krize išla kot zmagovalka in mi vsi skupaj z njo bomo zmagovalci. Slovenci smo sposobni, smo delovni, smo pošteni. Mogoče smo malo premalo samozavestni. Bodimo ponosni na to, kar smo v kratki zgodovini samostojnosti dosegli. Zato vam vsem skupaj želim lepo praznovanje Dneva državnosti. Upam, da slovenske zastave plapolajo v vseh vaših domovih. Pokažimo, da smo Slovenci ponosni na svojo državo in da nam viharna pot ni omajala zaupanja v njeno jasno prihodnost. Srečno!